Spoštovani prijatelji Nove Slovenije, en lep dober dan. Ste se kdaj spraševali, v kakšni Sloveniji živimo? Vprašajmo se, je to država, kakršno si želimo? Je to ta Slovenija, ki daje priložnosti vsem in dostojanstvo? Sam menim, da ne. S takšno Slovenijo se krščanski demokrati, Slovenijo, kakršno danes poznamo, ne moremo sprijazniti. In nemalokrat slišim ugotovitev in tudi delim to mnenje, da živimo v praktično nenormalni državi. Ni vse slabo, a vse prevečkrat kaos in obrnjeno na glavo. In včasih se zdi, da sistem poka po šivih. Dragi moji, ali je normalno, da za zdravljenje in operacijo otrok zbiramo zamaške plastenk in organiziramo dobrodelne prireditve? Je normalno, da živimo v državi, ki je ujetnica praktično dveh politikov, kjer se dialog in pogled v prihodnost odklanja? Je normalno, da del politike spodbuja sovraštvo in odklanja dialog? Je normalno, da se v Sloveniji tistim, ki so ustvarili večmilijardno bančno luknjo, praktično nič ne zgodi? Ne, to ni normalno. In ali je normalno, da vsako leto iz Slovenije v tujino odide 8 000 mladih in torej v drugih evropskih državah iščejo svoje življenjske priložnosti? Tudi to ni normalno. In je normalno, da živimo v državi, kjer se tajkunov in goljufov praktično ne preganja? Ne, to ni normalno. Zato sta, dragi krščanski demokrati, naša naloga in poslanstvo preprosto gradnja normalne Slovenije. To mi danes potrebujemo. Boriti se moramo najprej za pravično državo. Goljufi morajo biti obsojeni in zaprti. Odgovarjajo naj tudi odškodninsko, ne pa da se pod krinko slabega zdravja tako rekoč skrivajo v prostem času pa igrajo košarko. To smo videli v enem izmed znanih primerov. Pridne ljudi je treba zaznati in jim dati priložnost, jih nagraditi. Taki morajo imeti občutek, da je trud vreden. Graditi moramo državo, dragi prijatelji, v kateri bodo imeli vsi enake možnosti in priložnosti. Državo, iz katere mladi ne bodo praktično bežali. Potrebujemo Slovenijo, ki bo zagotovila dostojanstvo slehernemu državljanu. In takšna je v mojih mislih ta normalna država, ki jo gradi Nova Slovenija. In če jo želimo predvsem pravično, so seveda potrebne reforme. Reforma pravosodnega sistema, v katerega je, to vsi veste, vse manj zaupanja. Drži, prav vsak mora spoštovati zakone, a ljudje imajo občutek, in tudi sam ga imam nemalokrat, da se prej preganja kurje tatove, kot pa tiste, ki so milijarde evrov odnesli iz Slovenije, pa so še vedno na prostosti, kot da se bi jih praktično sistem nekako bal. Normalna država tudi država, v kateri je poskrbljeno za varnost državljank in državljanov, v največji meri za kakovostno zdravstvo, pokojninski sistem ter pravično plačilo za opravljeno delo. Niso vse težave od danes, a mera polna. Zdravniki stavkajo, bolniki so nezadovoljni. Preprosto moramo zahtevati človeka vreden zdravstveni sistem. In Nova Slovenija je v preteklosti že ponudila te priložnosti. Zgradimo tudi Slovenijo, v katerih državljanov ne bo strah, da bodo za jesen življenja sami in v pomanjkanju. Zagotoviti moramo, da bodo živeli dostojno, z dostojnimi pokojninami in primerno oskrbo. In do zdaj, saj veste, tudi naš večni Karel Erjavec tega ni zagotovil. Če vzamemo dejstvo, da so se pokojnine, odkar je on v vladi, znižale za skoraj 30%, si lahko mislimo, da ljudi z obljubami o 1000 evrih pokojnine praktično vleče za nos. Slaba demografska slika, ne glede na politične barve, pa kliče tudi po modernizaciji
našega pokojninskega sistema. Normalna država tudi v večji meri skrbi za razvoj gospodarstva, zagotavlja boljše pogoje podjetnikov, da lahko zaposlujejo. Normalna država se namreč zaveda, da če gre gospodarstvu dobro, potem je več zaposlenih, boljše so plače in pokojnine, večje denarja v zdravstvu, večje dostojanstva in posledično, kar je najbolj pomembno, ljudje so zadovoljni. In v prvi vrsti moramo torej razbremeniti gospodarstvo, spustiti davke, odpreti državo za tuje investicije. Sposobnim ljudem moramo dati možnosti, da ustvarijo, ne smemo se sposobnih bati, kot se sedaj na prvi pogled to zdi, ampak jih moramo povabiti k sodelovanju. Dragi prijatelji, normalna država mora tudi poskrbeti za ohranjanje vrednot v družbi. Tu smo v širšem smislu na veliki preizkušnji, vendar smo prav mi tisti, ki moramo vztrajati in klicati po ohranjanju vrednot. Evropska unija in Slovenija v njej bosta obstala le, če bosta trdno prijeli se svojih korenin in vrednot, ki so vredne, da se zanje borimo. Postaviti se moramo nekako znova na noge, zgraditi Evropo za trdnjavo miru in svobode za vsakega, ki tu v Evropi prebiva. Tistim pa, ki prihajajo v Evropo in iščejo pomoč, je treba pomagati, ponuditi zavetje, a ob tem moramo s hrbtenico ohranjati našo lastno kulturo in način življenja. To pa morajo tudi tisti, ki prihajajo k nam, spoštovati in upoštevati. Spoštovani, normalna Slovenija, torej Slovenija, ki si prizadeva za močno gospodarstvo, varno življenje in pravično domovino. Cilj pa je dostojanstvo za vse ljudi. In Nova Slovenija z današnjim kongresom še odločanje stopa v ta projekt gradnjo normalne države. Imamo znanje in imamo izkušnje. Imamo izvrstne in sposobne ljudi, ki lahko kadarkoli prevzamejo odgovornost za katerikoli položaj v tej državi. In imamo srce, imamo dušo in imamo pogum. To nas mora gnati tudi naprej in to moramo sporočiti vsem, ki nas bodo želeli pri tej poti, na tej poti ustaviti. To namreč sam pričakujem, ker vem, da so v državi ljudje, tudi politiki, na naši politični opciji, ki si želijo, da Slovenija še naprej takšna država, kot jo poznamo danes. Če želimo ne le graditi, ampak tudi zgraditi normalno Slovenijo, pa moramo imeti moč. Močnejši moramo postati in na volitvah zmagati ter oblikovati vladajočo koalicijo. Nemogoče pa je pričakovati, dragi prijatelji, da zmagamo in vladamo sami. Politiki je treba sodelovati. Potrebujemo zaveznike, s katerimi bomo prevzeli odgovornost. Ampak desnica v tej obliki, kakršno poznamo danes, ko nekateri širijo sovraštvo, obtožujejo, podtikajo, zaničujejo, ne vodi v smer zmage na naslednjih državnozborskih volitvah. Zato potrebujemo novo desnico in po njej kličem. Potrebujemo novo desnico, ki bo strmela v prihodnost in trdno stala za svojimi načeli, desnico, ki bo zmirna, ne hujskaška in sovražna, desnico, ki bo vesela in desnico, ki bo pozitivno gledala kako naprej. Le zavezniki bomo lahko gradili normalno državo in to je ta tretji steber, o katerim govorimo in ki ga Nova Slovenija sooblikuje. Gospe in gospodje, gre za novo povezovanje na slovenskem političnem prostoru. Tretji steber je nova politična in družbena sila v Sloveniji, ki predstavlja tudi novo slovensko desnosredinsko opcijo. Je tako imenovani, če hočete, novi demos. Cilj projekta pa mora biti prvič zmaga na volitvah, drugič prevzem odgovornosti in tretjič vladanje, da zagotovimo blaginjo za vse državljanke in državljane v tej državi. Za konec pa še ena lepa prošnja, dragi moji. Pri graditvi normalne Slovenije nikakor ne smemo obupati in reči, se ne splača. Bo težko, ampak mi, krščanski demokrati, ob tem resnično ne smemo obupati. Ker mnogo državljank in državljanov v nas polaga velike upe
Imamo odgovornost, da se zanje tudi borimo. Verjeti moramo v uspeh, zmage pa se ne smemo ustrašiti. Verjeti moramo v naše delo, verjeti predsednici in vodstvu stranke, kajti to je naša stranka in njo moramo imeti radi. Zato vas, spoštovane prijateljice in dragi prijatelji, vabim, da zavihamo rokave in za voljo naših otrok, naše skupne prihodnosti, naše domovine, začnemo graditi Slovenijo, v kateri bo še več lepot in več takih ljudi, ki bodo srečni, da so tu doma, da tu bivajo. Naj nam Bog pri tem pomaga. Hvala.